Tudi v novem letu, v letu 2025, so z vami s podcasti Zevo in zelo sem vesela, da je moj prvi letošnji gost Marko Vozel. Marko, živijo. Živijo, Eva, in tudi lahko bi rekel kako bi temu rekel, numerično, ker leto 25, a ne, in jaz imam lih na 25. rojstni dan, 25.6., tako da se dve številke se ujemata. Me prav zanima, kaj bi kakšna numerologinja na to povedala, ne? To me niti ne zanima, ampak tako, če bi pa lih pogledal pač 25.6. pa leto 2025, vse pa nekaj se poklopi. No. Se ujema. Novo leto je tukaj, zdaj marsikdo reče novo leto, novi začetki. Jaz bom rekla, da upam, da so vsi lepo praznovali in da so pripravljeni na to novo leto. Imaš ti kakšne take velike, ogromne cilje v tem letu? Cilj je tako. Cilje si je fajn postavljati sproti in kot je že Nejc Zaplotnik napisal, ni važen cilj, važna je pot. Tako da se tega držim in ko priješ na cilj, je ponavadi tako, da lahko si zelo poln in te ta cilj na nek način malo uspava. Če pa hodiš po poteh in sproti nekako naberaš te cilje, se mi pa zdi, da je življenje lepše. Tako da si ne postavljam velikih ciljev, hodim pa po različnih poteh. Kako vijugaste so te poti? Z leti se mi zdi, da je lepo, da pot postane vse bolj gladka, ravna in z lepo amplitudo. Amplituda mora biti, ker enkrat takole potem, vemo, takrat v filmih, a ne, je pik, pik, pik in kad takole naredi, je konec. Ne. Tako da amplituda je fajn, da je. Je pa res, da so te amplitude pač za mladost vse takole in tudi imamo en lep pregovor, mladost je norost in skače čez reko, kjer je most, ali pa čez potok, kjer je most. Ampak je prav tako, meni se to zdi nič narobe in se mi zdi, da včasih, ko malo pogledam mladino, se mi zdi, da celo malo premalo neke energije, neke zagnanosti in vse preveč, so pa v eni stvari veliko boljši, kot smo bili mi. In to je v premikanju tega pa tega prsta. To so pa svetovni prvaki, mislim, da. Zato pravim, da mogoče malo manj v roki pa premikati te prste, pa malo več mogoče uporabljati noge. No. Ne, to je malo v šali, malo zares, ampak dejansko se mi zdi, da mladost je tista, kjer so amplitude večje, kakor si starejši, je lepo, da se življenje ne samo, da se umiri, ampak da postane modro, kako smo lik takole lepo obdani z modro. In se mi zdi, da modreci so bili tisti ljudje, oziroma se vedno nekako na njih oziramo ali pa sklicujemo, ki so znali živeti tako umerjeno sicer življenje, ampak polno. Bi zase lahko rekel, da si imel v življenju tudi kakšne viharje? Absolutno. Ali pa res take? Ja, normalno. Razburkano morje? Zdaj tako. Za mene osebno obstajata dve veliki stvari v življenju, ki te res podreta do tal. Obe imata zadnji koren besede isti ezen. Ena je bolezen, druga je ljubezen. Za prvo bolezen nisem imel in hvala Bogu in trkam in upam, da ne, ampak to je samo upanje in delaš na tem, da tega ne bi bilo. V tem drugem kontekstu sem pa seveda imel viharje normalno in to te naredi, bom rekel, in empatičnega in čustvenega in pogled na svet je drugačen in tako naprej. In mi je zelo, bom rekel, všeč, da sem čez vse te, rečemo, viharje ali pa čez vse te neke ljubezenske težave, na koncu se nekaj naučil in lahko rečem, da zdaj sem srečen,
Ampak poudarjam pa vedno, da je treba za to vedno delati. Da ne zaspiš na tem, da ponavadi je tako tista mlada ljubezen je kot majhen otrok, oba jo negujeta, oba so neke razne, kako bi temu rekel, majhne pozornosti, sporočila, ono, treče, četrt, no in potem pač ta otrok zrase, ne, in tlele pa naredimo doskrat napako in tudi tako pri vzgoji se mi zdi, do majhnih otrok smo zdaj v tem svetu celo ta permisivna vzgoja prenežni, potem se nam pa zdi, da otrok kar tam pri 12, 13, 15, da je pa to že kar odrasel pa to. Pa se mi zdi, da svet se hiter vrti, a naši možgani, naše srce, naše čustvovanje pa ne. In se mi zdi, da moraš tudi takrat znati otroku prisluhniti in isto je z ljubeznijo. Tudi po 15 letih jo moraš znati pobožati. Zdaj, ko ravno samo omenjaš to ljubezen in dajva reči izzive, ki so prišli na pot, da ne rečeva ravno viharji, ker to se sliši tako zelo grozen. Pač. Ampak vendarle pa verjetno v marsikakšnem odnosu in verjetno tudi pri tebi se je zgodilo kdaj v karieri, da sta prišla ali pa si prišel do točke, ko se je bilo treba po domače povedano usesti pa pogovoriti, kako naprej, če sploh skupaj in tako naprej. Ja, seveda, v življenju je tako, naprimer pred zadnjo pesem, ki sem jo napisal, je naslov Ni mi žal in govori točno o tem, se pravi o razhodu, ker več ali manj, to so teme, ki niso glih, oziroma se mi zdi, da ni človek poklican za to, da sodi. In glih to sem hotel v tej pesmi oziroma v tem tekstu povedati, da dva, ki sta skupaj, nista najbrž skupaj zato, ker se ne prenašata in ker sta blazno jezna ena drugega in ker bi bila skregana, ampak sta skupaj tisti trenutek zato, ker se imata blazno rada. Zdaj pa v življenju pa seveda pride tudi trenutek, smo vedno vsi za skupaj za celo življenje. Se mi zdi, da prevečkrat pozabljamo na tisti lep del in takrat, ko pride do tega razhoda, ko se dva usedeta in si priznata pač, tako je, da se prevečkrat potem začne pred to umazano perilo in se pozablja na tisti del, ko sta se res imela rada. Tako da se mi zdi, seveda, vsaka veza, tako ima vsak človek svoj prstni odtis, ima vsaka veza svoje zakonitosti, svoj način ali pa tok te ljubezenske veze. Ampak se mi zdi, da res ljudje prevečkrat obsojamo druge, zaradi tega, da ni treba pogledati mogoče predrasni prek v lastni lonec in tako naprej, ali pa si zadovoljen pa rečeš, se tudi tam tako zgodil, kaj. Tako da kakšno imaš pa mnenje glede recimo terapevtske pomoči v takšnem primeru? Mislim, da je tega zelo veliko in v vseh stvareh je tega zelo veliko. Ne samo terapevtski način pri vezi, ampak v vsem. Že ko prideš v športno trgovino kupiti copate, je tega toliko, naprimer športne copate včasih so bile eni, dvoji, danes, in tlele je pač stvar, da dva res skušata najti pravi način. Zdaj lahko je to terapevtski, lahko je to pogovor, lahko je to, ampak one dva si morata to želeti. In to oba. Ne, da reče partner, dobro, grem za to, da umir, ali pa ona, dobro, grem za to, da čim prej tole sprava čez. Se pravi, tam je zadeva že izgubljena. Ali pa včasih tudi kakšen terapevt verjetno pomaga. Ampak saj je tako, kot naprimer, če čist gremo na tisto prvinsko stvar, ki iti zdravniku. Saj ne gremo za vsako stvar. Saj, če je nek prehlad, to pozdravimo s čajem, se malo umirimo, se dobro naspimo, pa gre to mimo, ker organizem sam pove, kdaj in kako. In se mi zdi, da v ljubezni je tudi tako. Saj nam že prej kakšne znake da, ampak če pa toliko odlašamo in pridemo rečemo temu do zdravnika, ki reče, žal, zdaj pa več ne morem tudi jaz pomagati, no to je pač,
tle se mi zdi bolj ta krivda dveh, da nista že prej, naprimer, na te znake bila bolj pozorna. Ne? Ja. In se morda večkrat slišala. Nisem pa na tem področju nikakršen strokovnjak. Napišem kakšen tekst, če komu pomaga, dobim tudi veliko sporočil, tudi zelo lepih sporočil, kako je prav naša glasba ali pa te moje tekste, ker glasbo piše Matjaž Vlašič, jaz pišem vse tekste, pomagala je čez kakšno krizo ali pa, ne vem, tudi teksti so, ki se pojejo na porokah, teksti so, ki se pojejo ob različnih priložnostih in se mi zdi, da je to pač lepo. Nisem pa absolutno na tem svetu, to dostikrat povem, nismo zato, da bi sodili, ampak smo zato, da če se da pomagamo in da ne pogledamo stran takrat, ki bi lahko pomagali. Zdaj, če se vseeno mečkan vrnem nazaj, Marko Vozel Ščuki je bil povsem, lahko rečem, drugačen kot Marko Vozel danes. Ne bi se čisto strinjal. Marko Vozel Ščuki je en del, tisti del, ki sem ga zdaj mogoče malo bolj razvil, je bil tudi tam, ampak seveda, glede na to, da smo s Ščuki delali nekoliko drugačno glasbo, je bil samo en del. Ker če dobro pogledamo, kaj smo posneli in kaj sem jaz zapel, sem več ali manj tudi tam zapel same balade. Par hitrih komadov, vse ostalo, kar je bilo hitrega, kar je bilo zabavnega, kar je bilo mogoče malo na hecu obrniti, pa to je pač pel Jože in tam je tudi več ali manj vse pesmi napisal Jože. Nekaj teh pesmi, ki so pa priredbe, sem jih pa zapel jaz, naprimer od Vse povsod ljubezen do, ne vem, smo pa tudi seveda v narodni zabavno glasbi takrat posneli par komadov in sem tudi tiste valčke, pač Kraljestvo naše sreče, Biseri sreče in tako naprej, zapel jaz. To se pravi, da ni bilo zdaj, da bi bil jaz tam nekako čist drug človek, je pa res, da smo pa obsegali veliko večje področje glasbe. Mi smo se lotili od roka z Zobarjem do countryja, Kavbojci in indijanci, do Črne oči, latino, se pravi, nismo se hoteli popredalčkati. No. Tako da tudi tam, in dokler sem se videl tam in dokler sem dal res 100%. In tam smo ustvarjali res en kup dobre glasbe, dobrih videospotov, vrhunskih nastopov in na to sem še zmeraj ponosen in zelo, zelo hvaležen, da sem bil v taki skupini, da sem se kalil v taki skupini in da potem, ko sem pa videl, da na nek način ne morem več kaj dost dodati k temu, kamar je začela pluti naša barka, je pa samo en način. Ali izstopiš, ali pa na nek način pluješ, pa ne vem, mogoče si malo nezadovoljen in tako. In to sem že videl, da se je malo dogajalo in pač sem se odločil za ta korak, ampak zelo instinktivno, res. Sem imel sicer nek načrt, ampak mislim, da sem eden, ne bom rekel redkih, ampak eden izmed tistih, ki sem res dobro nasmejal Bogane. Ker pravijo, da se Bog takrat nasmeje, ko ti narediš načrt. Se on zasmeje, ker ve, da bo šlo malo drugače, kot se zdi zamislil. Ne ravno po tem planu. Ja, in pač pravi, Bogana smeješ tako, da narediš načrt. Je absolutno potrebno delati načrte v življenju, je pa ena bistvena stvar, da se znaš potem tudi, ko sva že prej govorila o poteh, da to pot znaš tudi malo zapeljati, mogoče levo, desno in ne samo za ciljem, ker mogoče ti hoče življenje kakšno stvar tudi pokazati malo na levi, pa malo na desni in ne tako hitro, kot si ti misliš. Tako da sem imel načrt, ampak je bilo vmes tudi, bom rekel, so bila leta, kjer sem sicer delal, ampak ni pa bilo odziva publike, ampak nisem pa obupal, to pa res, to
to, kar sem prepel in preigral in sam sabo. In moram reči, da je dve stvari v življenju, kar jaz zagovarjam, zelo terapevtskih, in to je šport, pa ne zdaj vrhunski šport, tudi sprehod je že šport, tudi ne vem, delo na vrtu je šport, tudi vse, kar je, ali pa deva reči ne šport, fizična aktivnost in pa glasba oziroma umetnost. To dvoje bi jaz predpisal vsakmu, ki zapade v melanholijo, v neko pomanjkanje energije. To se mi zdi, da je zelo, zelo terapevtsko. Iti med ljudi, iti na kakšno dobro predstavo, prebrati kakšno dobro knjigo, poslušati kakšno dobro muziko, pet, če te to veseli. Jaz sem ogromno prepel, moram reči, da tudi takrat in nikoli nisem obupal in se mi zdi, da te dve stvari absolutno človeštvo že od vedno držita skupaj. Sej pravi človek drugega, kakor da je ujel, da je lahko pojedel in da se je nekaj poveselil. In to sta te dve stvari, ki še danes vrtita svet. Ja, in zdaj ste tudi z mojstri skupaj ena taka lepa kombinacija, lepo se dopolnjujete. A ne? In tako kot si rekel, veliko sem prepel in delovalo je to na tebi očitno zelo terapevtsko, ampak verjetno tudi ta druženja z bendom so na nek način terapevtska, ne? Ja, seveda, mislim, to je, čim si v neki klapi, a ne, čeprav jaz sem šel na samostojno pot, ampak sej, ker so pa rekli, pa sej imaš bend, ja normalno, sej brez benda noben, kater glasbenik pa funkcionira brez benda, mislim, sej ga ni. A ne, tudi na svetovni sceni, samo da pač meni se zdi lepo, da se tem fantom da neko ime in meni so res oni mojstri, no. Ker so res vsak na svojem inštrumentu je virtuoz oziroma so res glasbeniki z veliko začetnico. Ustvarjamo skupaj, imamo pa čist dogovor, oziroma ne dogovor, ampak že na začetku smo se zmenili, ker včasih nazaj, a ne, ko si bil v nekem bendu, ni bilo šanse, da bi ti šel k nekomu drugmu kaj zapet, kaj zaigrati, kaj pomagati, kakšen back vokal sem pa kaj, ja, se pravi v studio, ampak da bi se pa ti javno nekje, je bilo to, pač tako je bilo takrat, to govorimo za 30 let nazaj, 25 let, danes se je pa stvar spremenila, ne? Tudi mladina nima zdaj nekega predsodka, zdaj igram tlele in zdaj se pa ne morem tam pojaviti in to tudi mene nič ne moti. Ker glasba je tako univerzalna, dober glasbenik, pa zakaj pa ne. In pri nas jih je, moramo je, da pri nas je v zadnjih letih res ogromno dobrih glasbenikov. Prej nazaj je bil to, govorim tudi za pop glasbo, ker prej nazaj je bilo to bolj tako. Od nas, na primer, v Čuku ni bil noben glasbeno izobražen, da bi rekel, da je imel akademijo ali pa da je imel srednjo glasbeno šolo, pa neke niže glasbene oziroma bolj samouki. In tako se je tudi več ali manj tretirala ta zabavna glasba, se pravi bolj nekako to, tisti, ki so bili malo samouki, ali pa je v neki vasi ali pa na neki šoli ali pa v nekem mestu, so se fantje zbrali, jaz znam malo kitaro, jaz znam to, in so rasli skupaj, poslušali plošče in so se učili. Ne. Danes je pa to drugače, danes je pa res ogromno akademskih glasbenikov, ki deluje v popularni glasbi, se pravi v pop glasbi, v rock glasbi, v narodno-zabavni glasbi. In to se tudi pozna. Ne. In to se pol vidi, da je tudi nivo te glasbe, tudi ko se izvaja v živo, mislim, danes tudi vokalisti, ja, veš, jaz takrat pred 35 leti, ko sem jaz prišel v bend, mi nekdo rekel, ne grem na solo petje. A veš, ponavadi je bilo pač tako, ti znaš kitaro, ti znaš to so se nekako nabrali, zdaj pa še enega, da zna pa pet. Pa sem malo pogledal, ja, unle pa fajn pojet, da ti još pa peva, ne. Ni bilo to zdaj neki, danes je pa to že vse, že od malega se vidimo, zdaj so že te glasbene šole, že otroci, še, kar se mi zdi po eni strani pa spet nek
kaj pa veš, sploh pri fantih, ko se mutira, se glas spremeni. Je pa res, da tehnika pa lahko ostane in to ni zdaj stran vržen čas, sploh če nekdo to rad dela, to je krasno, se pravi, kot sem že prej rekel, je petje, glasba in to je krasno tudi terapevtsko. Moramo pa vedeti, da danes mogoče vse preveč, tudi starši, delajo na področje profesionalizma. Ker tudi, ko sem se jaz ukvarjal s športom, preden sem se začel z glasbo ukvarjati, tako bolj resno, oziroma preden sem sploh prišel k Čukom, sem malo igral kitaro, tako pač gor pri nas na klubu mladinskem v Višnji Gori, malo smo peli in to bolj za tako malo za punce tudi očarati. Ja, veš kako je, tiska igra kitaro, ja, očara že samo ponavadi ostane sam, ker drži cel kitaro. večer tole in pol ponavadi drugi pač grejo, ti na koncu ostaneš s tisto kitaro, pa še z enima dvema prijateljoma. Ti v bistvu lepo vzdušje narediš za druge. Tako da, ja, ampak nič narobe. Hočem to reči, da je bilo vse bolj na tem prijetnem, prijateljskem vzdušju. Jaz sem treniral rokomet, to nas je bilo, ne vem, za eno ekipo je treba 7 fantov, plus malo rezerve pa to in to na trening nas je prišlo tam 15 do 20 fantov, prva, druga ekipa, a veš, in tudi če nekoga ni bilo, zakaj ga ni bilo gor dol, ponavadi se vedeli, zakaj ga ni. Zato, ko v šoli ni štimal. In ko v šoli ni štimal, so starši sam rekli, ne bo šel na trening. In smo vse zrihtali, fantje. Danes je pa lih obratno. Če v šoli ne štima, reče, šel ven, šel videl, mogel, ali pa ti v muzej računalnik. No, ampak nič narobe. Se pravi, takrat je bilo vse en to bolj na bazi, nekako, da dobiš nekih več. Na večjih področjih si se lahko udejstvoval, ni bilo treba, da je vse profesionalno. Danes je pa kar tako, naš treniran nogomet in to je pol že, mora biti kopačke ta prave, mora biti nogavice, a veš, mi smo to vzeli tisto žogo na travnik, pa smo nič narobe, ampak preveč je pa tudi za otroka, kot sem že prej na začetku rekel, ja, tudi pri 10, 12, 15 ti otroci še niso odrasli. Čeprav nam zgledajo danes res, tudi mladina je drugače odrasla, kot smo sam zdaj od česa, ne vem, pač to bi kakšni nutricionisti bolj vedeli povedati, ampak glavice, možgančki pa še vedno niso tako odrasli. In se mi zdi, da če bi bilo več tega, se pravi več samo fakultativnih takih dejavnosti, ni treba, da se zdi profi, ampak da malo znaš neki, da probaš, danes je pa že tako, če si za to odločil, to bo moj in ti bo zdaj novi Ronaldo, ali pa ti boš pa novi Pogorelič, ne gre. Verjetno si vse te izkušnje in mnenja dobil tudi zaradi svojih 2 punc? Ja, tudi to moram reči. Ki zdaj nista več tako majhni, ne? Ne, nista, zdaj sta že 3. letnik srednje šole je Zala, mlajša, ta starejša Maša je 2. letnik fakultete. Ja, in tudi nikoli s Tino nisva usmerjala v nekaj, kar si ne bi želele in vedno podpirala tam, kjer sva mislila, da je to pač, kjer sta rabila podporo. Je pa tako, da se mi zdi, da še zmeraj največ starš lahko da svojemu otroku z vzgledom, s pogovorom in pa s tistim, da ne komentiraš čisto vsega. Včasih malo zamižiš raj? Ne zamižiš. Kakšna stvar te zaboli, ker vidiš, da bo zapeklo, da bo zabolelo, ampak to more otroci čez, more pest, more se malo peč, more vedeti, da kar v vodo ne more skočiti, če se prej nisi naučil plavati. Mislim, malo govorim tudi v prispodobah, ampak se mi zdi, da bi, pa sem tudi jaz starš tak, da moram res se včasih ugrizniti malo jezik, pa malo se spomniti, ker bi vse naredil za svojega otroka. Ampak tisto vse je dostkrat tudi lahko pač škoduješ. Ne hote,
Nehote, ta starševska ljubezen, ki se mi zdi, da, a veš, vsakmu, ki se rodi otrok, pustimo zdaj tistih par procentov, ki to je čist nekaj drugega. To o tem ne da ni vredno razpravljati, ampak o tem razpravljajo drugi. Ampak starš kot tak bi pa res vse naredil in vsakmu, ki se rodi otrok, bi rad, da bo najbolj uspešen, da bo, ne vem, v poklicu uspel, v ljubezni uspel, ne vem, v športu, kjerkoli, sam, da bo ampak ne zavedamo se, da je to sam 3-5% res uspešnih ljudi na svetu. Vse ostalo je pa lahko uspešen, če je srečen v tem, kar dela. Zdaj pri 3 puncah doma si kdaj pogrešil še kakšen moški glas, ki bi lahko bil malo bolj na tvoji strani? Ne, res ne, zaradi tega, ker sem zrasel gor v družini, kjer smo bili pa 3 fantje, se pravi oče, brat in jaz, in bila pa mami sama. Tako da tega res nisem. In tudi glede na to, da sem po poklicu v zdravstveni tehnik, sicer tega nikoli nisem pol naprej počel v poklicu, sem v tej puberteti, kjer si še nekako, še bolj se mi zdi dojemljiv, ranljiv, videl toliko enih nelepih stvari v bolnicah, da res se mi je ta rek, samo da je otrok zdrav, a ne, se mi je toliko zapisal, da spol je totalno nepomemben. Res. In zdaj, če bi še enkrat zbiral, bi isto zbral in sem rekel, če bi bilo 10 punc v vrsti, bi jih pa imel 10. Pa se zdaj bojo počasi že fantje začeli prihajati, tako da ne. Tiste pa pol druga zadeva, ki jo pa si ne znam še čist v glavi predstavljati, ne? Ker naprimer Tina je pa zrasla v družini, kjer so bile pa 3 sestre pa mami, a ne? In verjetno si bo ona malo drugačno znala predstavljati. Pri nas pač je tako, da je pa res, da najslabše kakorkoli komentirati partnerje otrok. Ker tudi če vidiš in veš, pač moraš pustiti. Ne? Kar je verjetno zelo težko, ne? Je, ampak na koncu očitno so karte tako razdeljene. Zdaj se bom vrnila malo k bratu in očetu. Omenil si ju in tule zadaj piše od leta 2013 ohranjam moško tradicijo v družini. Jo še vedno? Ja, seveda. Kakšna je ta tradicija? Ta tradicija je, da moj oče mi je pred 13 leti tako enkrat sva nekaj debatirala, pa rekel, eno željo pa mama, nekaj, a veš, okrog rojstnih dnev, pa to, pa kaj, ne. No pa rekel, veš, eno željo pa imam, ampak prav je po moje neizvedljiva, pa je bil, zdaj je lih lani novembra je praznoval 87 let in en mesec pred njegovim rojstnim dnevom smo se lih vrnili z enega tazga iz leta. Bili smo sicer v Srbiji, dol do Džerda pa smo šli na največjo hidrocentralo pogledati, lep tak voden ogled smo imeli samo 3 in smo poklicali tam enega vodiča, smo mu povedali, da smo prišli iz Slovenije, je rekel, pa sam 3 ste, smo rekli, sam 3, pa ne vem, jaz bolj skupine vodim, pa to, smo rekli, koliko pa je in je povedal ceno, smo rekli, sej bomo plačali, a vam je pomemben koliko, ne, rekel, v redu, če v glavnem smo se vrnili in pred 13 leti mi je rekel, imam eno željo in sicer, da bi še enkrat videl Nikšič. To je v Črni Gori. In v Nikšiču je bil on v vojski leta 57. In ko sem jaz dobil poziv za v vojsko, moramo pa zdaj poslušalcem in gledalcem povedati, da pač z bratom sva še zmeraj toliko stara, da mi smo še vsi živeli v tej stari Jugoslaviji, oziroma Jugoslaviji, ki je potem leta 91, 90, 91 naprej pač razpadla. In smo bili v vojski, a ne, še po tisti stari jugoslovanski vojski. No in ko sem jaz dobil poziv in ko sem odprl in prebral Nikšič, a ne, je oče dobil kar je dobil kar solzne oči, a ne, in jaz najprej, in po mi takoj kapne, se on je bil tudi v Nikšiču, a ne. In točno on 57, je 87.
In ko je brat dobil poziv in odprl poziv, mu je pisal Sombor. In on je bil tudi v Somborju, ker je služil 2 leti vojsko, je bil tudi v Somborju v vojski. Tako da smo bili letos pa v Somborju. In sva z očetom hodila, jaz sem ga takrat, sem rekel, sem naložil v avto, grejo do Nikšiča malo pogledati, takrat je bil še živ njegov oficir, ker oni so prišli k meni tudi na zakletvo 87. To je tisto, se pač tak. To je po enem mesecu, ne? Ali kako že? Ja, približno po enem mesecu. No, to govorim tudi zaradi tega, ker tam sva se tudi z Jožetom spoznala, ne sicer v Nikšiču, ampak potem v Ulcinju, kamor sva bila, ker 4 mesece smo bili na, temu se rekel, obuka, se pravi na nekem urjenju, izobraževanju, zato da bomo potem graničari, se pravi mejni vojaki. Ker vseeno graničar je bila edini rod skoraj vojske, ki je bil res pod bojevo municijo, se pravi smo imeli prave metke, prave bombe, ker smo pač čuvali mejo. In je bila pač tudi usposabljena nekoliko drugačno. No in smo tam 4 mesece bili v Nikšiču in potem so nas razporedili po mejnih karavlah in takrat so prišla skupaj z Jožetom v Ulcin, to je bila prva karavla Jugoslavije. Tam je bil prvi granični kamen, 1AA1 in je šlo vse od Ulcinja in vse okrog in okrog in se je končal pri nas v Sloveniji dol, mislim, da nekje pri Kopru, v glavnem tako. No in z očetom sva rešila na to prvo potovanje in potem naslednje potovanje in potem sva še brata vzela in potem sva še nečaka. Enkrat se name ali dvakrat se name pridružil en moj kolega, ker Igor pa Matic nista mogla iti, pa sva pač. Tako da smo največkrat smo bili res v Črni gori in je zelo lepa, moram reči, taka še neukrnjena gor, Durmitor, pa potem Skadarsko jezero, pa te zelo znane plaže v Budvi in tako naprej. Potem je prišla pač tale bolezen, ki jo ne bomo niti omenjali, ampak nas je za 2 leti nekako prikovala bolj doma. No in potem smo spet naprej in 1 leto je bilo lih zanimivo, sva hotela spet v Črnogoro in lih par tednov ali kakšen teden, 10 dni prej so imeli oni en velik pogreb enega velikega verskega voditelja, ki je umrl. In tam je nek običaj, da se to poljublja in gor dol in takrat je spet užgala korona in niso mogla iti dol, tako da sva pol šla v Bosno in pač pogledamo te kraje, ne vem, oče se pa ne verjetno fajn drži. Zdajle, kot sem prej rekel, smo prišli lansko leto, tamle konec oktobra oziroma začetek novembra, konec oktobra, smo prišli iz tega potovanja, kjer smo naredili v 4 dneh 2000 km, kar ni toliko malo. Odlično. In potem se povsod ustavimo, je pa res, da nas vsa ta leta, pa mami metoda Pedena, to pa vse od doma peljamo toliko, da če ne bilo kjer nobene. Turisti. Na ta način, veš, vseeno, prej nazaj, če se spomnim, ti verjetno ne, ampak ko se je šlo na morje, to se je pelali in filane paprike sabo in seveda in to mami pač, če ne bi mi to sabo vzeli, pa tudi če vse nazaj pa nesel, ampak da ne bi bili slučajno lačni in da ne bi se slučajno zgodil tacga, veš, in na koncu ugotoviš, da je lušten, ker mi imamo slike, mislim, ne vem, gor sredi Durmitorja, to je, ki bi pri nas šel, ne vem, tamle čez Vršič, a ne, to so pač taki pogorja velika in zapeleš tam na kakšno makadamsko cestico, ena lepa jasa, sonček sije, odpremo avto, lepo zložimo ven, imamo sabo mizico, stolčke in imamo nek tak fantovski piknik, a veš, ne. Čeprav je mogoče čez 10 km naprej neko, naprimer gor na Durmitorju je Žabljak, veliko mesto, mundeno, tako kot pri nas bi rekel, ne vem, Kranjska gora, ampak to je doživetje, no. To je za fante to vse drugačno, malo divjine. A bi rekel, da so to te mali trenutki sreče v življenju? Pa se življenje je sestavljeno samo z majhnih trenutkov sreče, se drugega ni. Ker teh trenutkov zmanjka, tudi življenja zmanjka. Vsak tisti, ki reče, da
pa samo životariš, ne živiš, ampak to samo životariš. In te trenutke si moraš sam, ne morete jih noben drug dati, ker tudi, a veš, če bi zdaj sam čakal na ta izlet, pa kaj se tam zgodilo, nič se ne bo zgodilo. Ampak izlet kot sam ti naredi izziv, ker mi smo, naprimer, letos, ko smo šli, smo imeli en tak izziv, da nas je avto pustil na cedilu do zdaj še nikoli, ampak že v Zagrebu, in smo šli v 2:30 popoldan in smo se šele v polnoči javili iz srbske meje, In ko smo poklicali mami, pač, ker je pa vseeno smo malo v stiku toliko, da ne skrbi, smo rekli, da smo na srbski meji in si rekli, čak malo, do srbske meje. Ja. Ampak smo povedali, da smo se malo ustavili, nismo razlagali, da smo nekaj gume, 3/4, se zgodi, ampak fantje smo to popedeni, nismo odnehali, in smo se odpeljali, smo naredili cel izlet in ko smo prišli dan, smo malo razložili, da je bilo tako. A veš, to je tisto, kar je bit življenja. Če je življenje 100% in če 70% stvari gre po planu, je že kar veliko. Če bi šlo pa 100, nimaš pa od česa, od nobenega spomina, od niče, a veš, ni. In zato nas tudi narava preseneti, in tistih 30% je tisto, kar se boš ti spomnil v življenju. A ne, tudi na poroki, tisto, kar gre na rob, tisto, da sta se lepo poročila, pa da je bilo točno ob 4, pa da je bilo, to je vse tako, to smo se vse zmenili, to vse piše. Ampak neki, pa zdaj, se ni treba, da so samo slabe ampak, stvari. Da je, a veš, tako kaj jaz spremljam, na kakšno to poroko za 5, presenečenje, to je lepa stvar, a veš, ampak to in pol ostane. To je tisto, kar ne moramo si mi tako, to, kar boš kupil, to je trenutno in, a veš, en tak spomin ti postane. Tako, naprimer, sem zadnjič, je prišla ena gospa na en špil z hčerko. Hčerka je bila odraslo, dekle pač, in je rekla, nismo se videli siguren 25 let, 30 let. 30 let, jo. In pride, me objame, je rekla, če pa zdaj le veš, kdo sem, ti pa dan, a veš, pač res 30 let se nismo videli. In jo gledam in to imam pa res, fotografski spomin za obraze pa imam. In za dogodke. Ne spomnim se imen, ne spomnim se datumov, ampak spomnim se, če mi poveš 3 podrobnosti, se spomnim skoraj vsakega špila. In to, naprimer, če govorimo že ščuki, koliko je bilo tega. Zdaj je tega sicer malenkost manj, kar je tudi prav, ker tega tempa se ne da zdržati in to je tempo za mladino. In jo gledam en cajt in rekel, ne bo še. In sem sam rekel, tale. Je rekel, ne morem verjeti. Je rekel, ta je bila čisto majhna. Sem rekel, sej njo ne... Ja, je rekel, to je pa moja hči. In tako in smo se objeli, malo podebatirali in smo skup bili na parih špilih na začetku čukov. Res, ker smo bili čuki še skoraj nobeni za nasvedu. In sem se spomnil. A veš, govorim o tem, da zelo rad stvar, ko jo grem narediti, jo naredim 100%. Ni mi, da bi laufal z dogodka na dogodek. Nimam jaz nič od tega. Nekdo bo rekel, ja, kaj pa denar, ampak denar je posledica. A veš, kaj ti bo kup denarja, če se ničesar ne spomniš, če nimaš nobenega spomina. Če se spomniš samo avta, pa nekega placa, kamor si priletel in ne veš niti, kje si bil, niti. Slovenija je tako majhna, da jaz tudi zdaj včasih grem na kakšen špil ali pa na kakšno to presenečenje, tudi po 1 uro, 2 prej. Da se še po dnevu pripeljem, pa grem tam v kakšno vaško gostilno. Ja, ker itak moram, a veš, biti tam in mi je, ker po zvečer, ko se pelje še spet tema. In še eno stvar sem tudi opazil, zakaj si zelo rad vzamem, ne grem vedno po avtocesti. Mene je taka nostalgija se peljati, naprimer, ali proti Štajerski, ali pa, zdaj sem tudi zadnjih kar 8-9 let
motorist. Pa to, naprimer, zelo fajn izkoristimo, ker motoristi pa res ne vozimo po avtocestah, se tega zelo izogibamo. In se mi zdi tako lepo se spet nostalgično pelati ali pa pač prideti v kakšne vasice po teh. Slovenija je res tako spedenana, da nimamo več makedama skoraj da nikjer. No. Tako da se da prideti in včasih toliko norimo in pridemo domov in se nič ne zgodi. Otroke peleš iz Gorice, pa malo zapeleš gor, pa cel, pa... Ja, veš, včasih smo se kdaj pogovarjali, recimo vikend na morju, Ja. pa ob nedeljah domov, pa vidiš, ne vem, ob 2 pojejo kosilo, pa gre ob 3 recimo domov. Seveda, če imajo neke obveznosti, Ja. pa tako, ampak ob 3 domov, zato ker, ne vem, jutri je šola, jutri je služba in potem si ob 5 si doma in v bistvu je pa na morju lahko še pol dneva lepega. Ja, ob 5 si doma, če si doma, ker vsi ob 3 grejo in potem se voza 7 ur domov. Ja. In priješ od 3, priješ domov ob 10 zvečer zmatran, mislim, živčen, ker mene tudi res, če me kaj, raje se peljem 1 uro dlje, pa da se peljem, pa če bom istočasno prišel na cilj, rajš ven, pa... Kot pa da bi stal, To me pa ubija, no. To pa res. Marko, na zadnje, ko sva se midva pogovarjala, si mi omenil, da prej si sicer že malo rekel, da šport je tisto, kar, a ne pa da recimo proti bolezni delaš vse na nek način, da bi se ji izognil, torej skrbiš za svoje telo in tako. Kako je s posti, a se tega še kaj lotevaš? Jo, seveda. Vse? V bistvu je tako, ena dobra ne prispodoba, ampak v bistvu bolezni sploh ni. Je samo zdravje, ki je, kako bi temu rekel, malo pokrušeno. Bolezni v bistvu ni. Bolezen ta izraz smo se spomnili ljudje. Ker ti si v bistvu do konca v nekem stanju zdravja. Boljšega ali pa slabšega. In zato lahko ti narediš veliko sam. In ja, zelo rad Marjan Videnšek ima eno tako čudovito skupino Preporod in tam enkrat, če bi mi rad, ali bi tudi 2-krat nalečil, ampak mi ponavadi ne, ker je treba jaz si rad pol vzamem tistih 10 dni, ker to je 10 dni v kosu. In moram reči, da takrat, naprimer po 4-5 dneh, vidiš, kako začne organizem čisto drugače funkcionirati. Tudi možgani, tudi misli, tudi vse je, koliko mi tega zgubljamo z tem, ko so nas sploh zahodni svet porinil v to izobilje hrane. To je sam, kaj čmo, veš, ne. Pa ti je težko se pustiti, ker 10 dni je vendarle kar doba, ni? Sem se pustil tudi že 42 dni. Wow. Tako da, in to so zelenjavni ali tudi sadni sokovi? Veš kako, meni je tlele všeč zaradi tega, ker so sokovi, zelenjavni, sadni, zelenjavno-sadni in pa prevredki, se pravi neka zelenjava, ki se kuha že prej se jo da naprimer en dan prej v hladno vodo, da se izluži, potem se jo kuha in potem se poje samo tisti del tekočino. Ja. To je pač, ni vnosa trde hrane. No. Mi je pa všeč zato, ker to ni, ker nekateri si predstavljajo postenje pač ležanje, pitje vode in čakanje, da mine tisti čas in da, koliko smo bogi in koliko nas vse boli in koliko me glava boli. Je res, seveda. Vsaka odtegnitev česarkoli vodi v to, da organizem reče, ne, to bi jaz rad imel. Če si skozi na cukru, in to se najbolj vidi pri odvisnikih, a je to droga, je to alkohol, ali pa če bi bil to šport. Če si odvisen, če tega ne boš naredil, bodo tvoji možgani reagirali tako, da te bo bolela glava, da se bo slabo počutil, da zgledaš bolan. In ko se pravi ta čas mine, ta abstinenčna kriza mine, takrat šele začneš realno razmišljati. In ni toliko težko, predvsem je pa to všeč, da tam je vsako jutro telovadba,
hočeš, nočeš, tam ni nič obvezno, lahko pa 10 dni spiš. In jaz včasih tiste prve 2-3 dni, ne da kaj prespim, ampak popoldanski spanc mi nenormalno paše. Telefona ni in tako naprej. Potem po telovadbi je zajtrk, se pravi temu, popijemo sok in vnesemo tam okrog 700 do 800 kalorij. Potem je pa pohod. In tam na teh pohodih je debata, to se gre v kakšen hrib, tako tam okrog 10 km se hodi vsak dan. Potem je kosilo, se pravi ta. In po kosilu je čas zase, knjiga, sprehod ob morju, odvisen, kje smo. Sprehod ob morju, ne vem, lahko greš laufat, lahko greš na kolo, so tudi športniki vmes, ker pač gre na nek svoj mini trening. Popoldan je pa neke vrste pilates, razmigavanje, moramo vedeti, da tam je več žensk kot moških, ne. In pa kljub temu, da je že skoraj, sem bliže 60 kot 50, sem več ali manj najmlajši. No. Se pravi, pozno se odločamo za to, da bi kaj naredili za svoje zdravje in večinoma ljudje, ki so že kaj hudega preboleli. Takrat znajo, takrat so pripravljeni marsikaj, a ne. Tudi ta post ni nič pol več težko, absolutno pa zagovarjam pač zdrav način življenja, medicino zahodnega sveta in tako naprej, tudi sam sem. Je pa res, da če bi kakšno stvar opustili, kar je najtežje, ne, a veš, opustili v prehrani, bi bilo naše zdravje še veliko boljše. Tudi sam, zaradi tega prihajam, naprimer tudi Manca Koširjeva, doskrat sva kaj podebatirala, pa to. Ni zdaj tako, en pa reče, pa sej, je pa tudi zbolela, pa sej ta je bil tam, pa je tu. Sej ni stvar v tem. Stvar v tem, kako ti zapolniš svoje življenje. A ti je to všeč ali ne? Če greš kaj, samo zaradi tega, da boš nekomu razlagal ali pa da boš nekomu pravil, prvič v življenju zdaj to tep razlagam, ne? Kako poteka, ker se mi zdi, da čas, in ko sem šel prvič in tega je zdaj že po moje 2017 sem bil prvič, se pravi to zdaj že 7 let, a ne, nazaj. In vem, da zdaj tudi prijateljem povem, kam grem in to ni noben problem, ampak takrat mi je bilo pa tako malo, da sem rekel, da grem na seminar o zdravi prehrani, a ne. In to je vsak podprl, če bi pa rekel, da grem na postejen, pa vsak, Kaj pa ti je? 10 dni, pa še plačo boš, pa še, a ne, a veš, mislim, kot ti ni jasen, a ne. Lej, ampak tako. Gre zdaj, se mi zdi, vedno bolj v to smer tudi, in Bog var pa, da bi kogarkoli na karkoli, da bi to izpadlo, da nekoga na nekaj nagovarjam, pač meni to paše. Tako, kaj enemu paše iti v, ne vem, v New York in ga to napolni, mene pač ne, res ne, no. Mene velika mesta, ja, mogoče, pa sem bil v Parizu, pa sem bil ne vem, pa v Londonu, pa tudi v tistih najbolj norih letih smo šli 3 kolegi v Kolumbijo, v Bogoto, mislim, vse to sem, ampak na koncu ugotoviš, da te to ne polni, da videl enega, si jih videl 1000, a ne, ali pa en, ko rekel, gor greš na tisti hrib in kaj, gor si in, ampak to mene polni. Ti pa, nimam nobenega problema s tem, da če nekdo uživa v New Yorku na Manhattanu in mu je to wow, super. Vsak po svoje, ne? Tako, pejtke, ker to te polni, a ne. Marko, toliko tem sva že obdelala, da ne smeva pozabiti pa na zadnjo pesem. Ne bi šla rada mimo nje, koga si imel v mislih, ko si pisal tekst? Veš, kaj sem imel v mislih? In upam, da bodo ljudje to začutili. Prvinsko čisto ljubezen. Vse za njo, in zdaj si nekateri razlagajo vse za njo, ja, a veš, to je pač, ja, sem dal vse za to punco, ali pa sem dal vse. Ne, vse za njo, če bi samo te besede, vse za njo, zamenil za ljubezen, a veš, vse za njo, prepovedana mi je bila, kot da je z drugega sveta. Ljubezen, prepovedana mi je bila, kot da je z drugega sveta. Če smo pošteni, nam na nek način ljubezen prepovedujejo. Na nek način, v globalu. Pa naj bo to religija, naj bo to, a veš, že, kaj si majhen, ne moreš narediti,
kar ti paše, pa tudi če bi rad, pa tudi če to čutiš, se moraš za to nekako izboriti. In v biti sem pisal dejansko o ljubezni. In ko te ta ljubezen zadane, si pripravljen vse pustiti in začeti na novo. In ta ljubezen se ne skriva v zunaj, ampak se skriva v srcu. Zato pač je v tekstu ni zlato okrog nas, ampak zlato v srcu skrito je. To sem hotel povedati, mogoče malo bolj globoko, ampak kakorkoli si jo kdorkoli vzame, jaz pravim, tam so te predalčki, tam so te skladbe, ne samo moje, katerakoli, glasba, slika, film, knjiga, karkoli, da ti pomaga, da si ti boljši človek, vzem in to je to. In naj bo ljubezen tudi vodilo za leto 2025, v katerega smo zajadrali, ne? Tako kot si rekel, če bo ljubezni več, bo lažje. To je pač vodilo že 2025, pa še koliko je bilo pred našim štetjem, pa še koliko bo naprej. Jaz upam, da čim dlje je to pač vodilo, ker to je edina stvar, ki, kot sem že prej rekel, bolezen in ljubezen te podre do temeljev, in če začneš na nov in pametno graditi z novimi izkušnjami, kolikrat pa padeš in ostaneš, je pa v tebi odvisen. Marko, najlepša hvala. Hvala tebi.